Fenomeni. Danes v fenomenih o mladih in službi, o našem odnosu do tega spreminjajočega koncepta. Ja, pa tudi o tem stereotipu, ne, ki se zdaj valja po družbi, da naj bi imeli pa mladi grozljivo čudno odnos do službe. In do pričakovanj. Do služenja, ali nerealna pričakovanja in tako naprej. Ne. Ja. O tem, kaj je dobro, o tem, kaj je slaba in o tem, kaj sploh je služba in o tem, kako starejše generacije vse skupaj gledajo malo drugače od novejših. Ja, menda se predstave generacije ful menjajo. Jaz sem še nekako izdelek tistega obdobja, Boris, ko naj bi bilo delo ful vrednota. A veš, takrat v rajnki Jugoslaviji je bil na bankovcih, niso bili upodobljeni neki ful pomembni zgodovinski liki, ne, z modre krvi in tako naprej, pa umetniki, ne, pa veliki pesniki. Ja. Ampak je bil recimo Alija Prodanović, to je bil tip, ki je skopal, mislim, da največ premoga. Ne. Pač delo je bila res vrednota, ne, in s tem smo bili indoktrinirani. Kdo je pa tisti modeli Sovjetske zveze, ki je petkratnik, podobna varianta, nima veze. Skratka, kar želim povedati, da recimo plača je bila na pol tabu, ne, o plači se ne govori, ne. Skratka, jaz sem tako bil ful vesel. Jaz nisem nikdar, oziroma najprej sem se vedno zmenil za job in šele potem, ko sem že pol meseca oddelal, sem se začel spraševati, se verjetno mi bodo na koncu, a ne, da mi na koncu meseca mi bodo sigurno kaj plačali. Zato. Kaj pa zate dober job, Boris? Razumem. Miha, jaz sem razmišljal o tem vprašanju. Predvsem se mi zdi, da nekaj, kar me navdihuje, nekaj preko česar lahko postajam boljši človek in pa nek prostor ali pa medij, preko katerega lahko pustim nek pozitiven pečat v družbi, da je tako reči. Zato pa brez zamere, ne, tebi, pa Lukatu, brez zamere tebi pa Lukatu, ampak nikoli ne bi bil recimo kriptobaron, ker ne vem, če bi se lahko pogledal v ogledalo na svoji mega jahti ob misli, da nekako to celotno karierno poslanstvo, ki sem si ga zbral, korist samo meni in izključno meni. In nikomor drugemu, okoli mene. Z Luko bi dodala v klepaju, da prosim, če dosledno uporabljaš predpono propadla. Propadla kriptobarona. Skratka, od 2 žemljic, ki sva jih vložila, imava samo še eno. Razumem, ja. Ampak veš kaj, vsebičem pa sem vseeno v enih drugih pogledih, ne. Rad imam fleksibilnost delovnika, to recimo, da zdaj lahko pičim za 2 tedna na Japonsko z mami, če mi paše. Pa to, da nisem kamorkoli preveč priklenjen, ne. Plača mi tudi ni tako zelo pomembna, zato se pa tukaj pogovarjam v etru Vala 202 s tabo, ne. Mi je pa izjemno pomembno to, da se lahko v svojih kariernih priložnostih obkrožam nekako z navdihujočimi ljudmi. Zato se pa tukaj pogovarjam s tabo v etru Vala 202. Veste. Tole laskanje. Dobro. Kaj pa je zate dobra služba? Da vidim, če sva se tako zelo različna. Ja, ne vem, ne, ker se mi zdi, da tudi ta koncept lastnega pojmovanja, kaj je to dobra služba, se ves čas prilagaja v obliki ene take samoprevare. Ne. Mogoče se meni zdi največja vrednota, da karkoli delam, ne, da nekako nimam občutka, da delam, ne? Ampak ta iluzija svobode je, kot rečeno, ena taka samoprevara, ne? Tako da moj status je, razen 2 let, ko sem imel, kar so moji starši pojmovali pod redno službo na radiju, ne? Sem bil ves čas full-time freelancer, kot se to reče, s takimi lepimi tujkami sodobno in še vedno sem. Skratka, freelancer, ki ves čas nekaj dela, hkrati si pa ves čas domišlja, da v resnici sploh ne dela, ne? Psihiatrija težka, najverjetneje s precej slabim koncem, ne? Čakaj, zakaj je psihiatrija težka? Jaz nekako stopam po tvojih poteh, tako da me zanima iz čist sebičnih pogledov, zakaj je slabim koncem. Ja, ker se mi zdi, da ta ideja, da samega sebe okrog prinašaš, da vendarle nič ne delaš oziroma da delaš tisto, kar ti paše, ob tem pa ves čas nekaj delaš, ne, to bom kasneje razložil. Okay, razumem. Verjetno terja svoj davek. Jaz ga še ne vidim, lahko da me bo zaobšel. Jaz tudi ne. Na obrazu se ti ne vidi, tako bom rekel. Ampak okej. Dobro, dajva zdaj mogoče vprašati še ostale, ne. Luka je na ulici spraševal, kaj je to dobra služba? Da, čim manj, ne, tako 5 ur na dan, pa delala bi tako nekaj, tako, kar me veseli in pa upokojila bi se tudi dosti zgodaj. Koliko bi pa zaslužila na mesec, na primer? Ni treba, da tako ful velik, pač samo tako, da je v redu, pa da lahko manj stanovanje, pa tako. Pa tako 8 ur
da bi delal do 60 leta tam okrog. Koliko bi zaslužil na mesec? Na mesec. To meni 3 ure. Če sem iskrena, bi bila rada v prihodnosti direktorica, ampak najprej bi začela tako, itak ne začneš vedno pač na takem visokem nivoju. Me je malo šokiral pri 60, da se lahko šele upokojiš, če začneš pri 18 delati. Nekaj, kar bo meni všeč, ko z veseljem delam, ampak da si sama zbiram ure, to mi je najbolj pomembno, ker če imaš otroke, da lahko v miru greš v vrtec, bla bla bla. Iskrena, normalna številka, rečemo, ajde, če si v neki dobri poziciji, mogoče 4, da lahko kadarkoli neham. Pred 60. Ajde, rečemo 55, 60. Odvisno, koliko mi je všeč služba. Če je meni to ful všeč, eni stari delajo do 80 leta. Ja, skratka, 4 čuke. Ja, 4 čuke. Mora na službe veseliti, ne, moramo se upokojiti pri nekje tvojih letih. To me je pa najbolj šokiralo, ne to, kar si rekel, 4 čuke. Ne. Zdaj ne vem, ali imam jaz RTV-ovske standarde, ampak meni je nekje v prihodnosti 1500 evrov na mesec skoraj nedosegljiv ideal. Ne. Tukaj pa razpravljajo o 4 čukih na mesec. Ja, jaz mislim, zdaj, Boris, ne, z teh ljudi gre za mlade, ne, to je treba poudariti, gre za res mlade. Luku je bilo tudi naročeno, da ne poišče mlade, ker raziskujemo njihov odnos do koncepta job. Ne. Ja. Skratka, teh ljudi pičlih izkušenj in velikih apetitov ne bi obsojal. Ne. Jaz tudi ne bi obsojal, jaz bi rekel, da so ekstremno ambiciozni. Ja, to je čista kalkulacija. Ne. Hvala Bogu obstaja generacija, ki je skalkulirala nekako, da vse, kar ti ideološki aparat marketinga, tudi na Valu 202 vsiljuje, ne, kot normo. Zato pač ni dosti Jurija pa pol. Boris, ti si v resnici ti si stara duša, ne, boomerska duša v mladem telesu. Ne. Če bi bil ti pravilno vzgojen materialist sodobne dobe, bi s pomočjo aplikacije, ki se imenuje kalkulator in je v rednem naboru aplikacij v tvojem telefonu, zlahka izračunal, da za vse to, da si normalen človek, ki se na Instagramu izpostavlja kot ena normalna oseba nekega tipičnega slovenskega srednjega sloja, da Jurija pa pol ni dovolj. Ne. 4 do 5, 6 Jurjev. Razumem, ja. Ja. Mogoče imaš prav. Na Japonsko greš z mami jutri, ne? Ja, ona plača, veš. Ona plača, ne, ja. sej. No, se to je tle problem. Okay. Dobro, deva mogoče. Mogoče temo zamenjati. Deva hitro temo zamenjati. Ok, kaj so mladi rekli o tem, kaj je to slab job? Slaba služba pa minimalna plača. Nadure, ki niso plačane. Da je tako ful utrudljiva, pa da ti ful ni všeč, pa pač res trpiš, ko delaš to službo. Ali da je šef dosadan, da nimaš dobrih teh, kaj je že, ki s tabo delajo, odnosa v službi, pa da je slaba plača, da ni to zdravstveno zavarovanje, kaj je to, dopusti pa to. Pa imaš slabe sodelavce, pa se ne počutiš dobro v tisti službi. Ja, torej predvsem slabi sodelavci, slaba plača, nadure in dosadan šef. Baje pa ne bi imeli, no, to sem slišal kot neko predpostavko, ki pa ne vem, če je resnična, mladi problem tudi z 8-urnim delovnikom. Ne. Ja, mislim, roko na srce, ne, misel, da so te starši rodili in s pomočjo vseh institucij in popkulture vzgojili samo zato, da boš za teh 4 do 6 Jurjev na mesec 5-krat na teden z vožnjo red 10 ur od doma, da boš lahko kredite za stanovanje in vse dobrobiti odplačal, je blago depresivna. Ne? Ja. Sploh, če upoštevaš zelo realistično dejstvo, da teh 4 do 6 Jurjev ni 4 do 6 Jurjev, ampak je bolj Jurja pa pol. Ne? Zdaj tudi meni se sliši ta misel depresivna, Miha, ampak ne, ulica pa ne zveni ravno tako uglašena s takšno tezo. Ne? Res? Ja, Luka je sicer te mlade, ne, podarek na mlade spraševal po mnenjih o 8-urnem delovniku in tole so imeli zapovedati. Ne vem, pač še vedno imaš čas, spet, ko prideš domov, ampak hkrati si pa tako utrujen, ko prideš domov, še posebej, če je nekaj tažga utrudljivega. Osebno nimam problema, ker nobene delo 8 ur, ampak je 5-6 aktivnih ur. Se veliko jih ne dela, je približno tam 7 ur pa 10 minut, kaj še malce podmari, a ne? Odvisno je, če zdaj lahko dela si svoj urnik, recimo, ne vem, zjutraj narediš 1, pol 2, pol spet pauza 3, v redu, ni problem. Zdaj v kosu 8 ur me prav zanima, kako vsak dela v teh 8 urah. Ja, no. Kar bi te lepo rekla, me prav zanima. Tudi mene prav zanima, ja. Najprej je njena mama pri nas v službi. Vse to se hoče reči, ja. Ki verjetno nekdo v Šparu ali pa v Hoferju tam, kjer domuje Masaja, pač dejansko dela tiste ure, ko je tam.
Točno tako, ja. Kako si pa ti boriš z 8-urnim delovnikom? Ne? Oziroma, tako te bom vprašal, ne glede na to, da imaš tu svobodnjaško naturo, ne, svojih poslanstv in mnogih poklicev, s katerimi se ukvarjaš, koliko ur dejansko misliš, da delaš? Ja, Miha, tako kot sem že rekel, ne, jaz se mi zdi, da stopam po tvoji poti svobodnjaštva v nekih pogledih, ne, ja, kjer so pač urniki fluidni, pravica do izklopa pa v nekem pravem pomenu besede redko izkoriščena. Tako da bi rekel, da za torkova jutra kot honorarnež delam recimo 15 ur na teden, za kokose kot prostovoljec, pa nekje, ja, You're slow, man. Zelo ampak lej, pazi to, za kokose pa nekje od 8 do 60, ne, odvisno od tedna. Ja. Zdaj pridejo tedni, ko sem do 2 v studiu in ob 8 zjutraj že montiram ankete, ne, pridejo pa tudi tedni, ko celo sredo igram FIFA v pižami, tako da ne moram reči, da je stvar stabilna ali pa rutinska, ampak kaj pa ti, Miha, koliko pa ti misliš, da dejansko Evo, tukaj bom zdaj stopil v to past samo prevarjane. Ajde. V resnici si ne upam seštetne. Včasih delam 3 ure, včasih delam 15 ur. Danes recimo vstal sem ob 5 zjutraj, Ja. mislim, da me bo usoda izpustila tam nekje ob 18 popoldan, se mi konča zadnji sestank. Ne. Jutr, na primer, sem tako kot v nekem svobodnaškem duhu popolnoma frej, ne, razen kar me ne počaka sproti, ne, kar tudi zjutraj v obliki kakega maila vidiš. V četrtek spet, ne. V četrtek imam pa zjutraj vaje, popoldan podcast, zvečer predstavo v City teatru, petek imam pa samo en sestank, v soboto moram pa nekaj napisati, pričem, da bo knjiga kdaj gotova, skratka, v tem duhu in slogu že kar nekaj let, ne. Zdaj, jaz sem svoboden ali nisem, ne. Imam dober job. Ne vem, je to naivna zelena mladostnost in naivnost, ki z mene govori, ampak meni se to sliši kar tak idealen način življenja. No. Jaz sem hvaležen, ne bom se pritoževal. Da ni rutine. Ja. Prevelike. Okay. Ampak lej, ti se znajdeš, Miha, to vemo, ne. In je pa tudi res, da imaš precej izpopolnjujoče. Se pa ne moramo upokojiti, ne. Ne moreš se upokojiti pri 50, je to pa res. Ne vem, če se bom lahko kadarkoli upokojil, ne, ker sem pa stari, tako da se pa življenjski standard že celo kariero dvigujem. Še 2 knjige napišeš. Dvigujem s tem, da kradem od lastnih prispevkov in si plačujem minimalca. Ma ne, itek da moraš dela. Razen, če dobim Prešernovo nagrado. Jaz mislim, da ti ne ujde Prešernova. Dajte mi Prešerno, mislim. Dajte mu Prešernova nagrado. Dajte mu na Prešernova nagrado, no, revežu, no. Revežu. Da, 2 stanovski, ali ne. Ajde, Miha, dost, ne, ti imaš tudi, moramo pa vsem povedati, da imaš zelo izpopolnjujoče in navdihujoče karierne priložnosti, ne, in da to, tudi jaz, absolutno, in da to ne drži za velik delež mladih in ravno zaradi tega opažamo na internetu nek nov trend oziroma neko novo poimenovanje, medtem ko nezaposlenost vztrajno pada, pri mladih namreč opažamo novo skupino, ki se imenuje NEETS, N-E-E-T-S, NEETS, ok? To pomeni not in education, not in employment, not in training. Torej te niti oziroma mladi brez službe, ki niso niti v izobraževalnem procesu, niti v kakršnikoli praksi ali uvajanju, cele dneve, ne vem, sedijo doma pri svojih starših in pač neki probavajo najdeti, ampak nikoli ne najdejo zares joba, malo kadijo travo, malo čilerajo, malo so brezupni, malo so nihilistični. Mogoče to treba razumeti kot en upor. Ali pa stari... Proti neki konvenciji, ki vodi v pogubo. Ne vem, če je nujno upor. Se mi zdi, da je veš, ključen problem. Jaz mislim, da za mladega človeka trg dela res postaja pač vse bolj katastrofalna mnogolončnica sprememb, ne? In zdaj te hitro spremenjajoče pogoji, vse bolj zahtevne dinamike, zahteva po nekih nemogočih izkušnjah, porast umetne inteligence, nizke plače, če ob tem dodavaš še katastrofalne pogoje za življenje na svojem, kjer za nekih 20 kvadratov vrtne lope v Ljubljani, ne, se veva, plačaš 500 evrov plus najemnino, ni čudno, ne, da se mladi recimo odločajo dlje časa recimo živeti pri svojih starših, pa tudi poleg tega nekako si težje oziroma bolj zadržano odločati za neke konkretne karierne izbire. Ne vem, ampak potem pridejo zraven še socialna omrežja, influencerji, ki težijo z idejami, da obstajata 2 tipa ljudi, ne, to, kar sva takrat pri Tejtu že ugotovila. Obstajajo 7 do 15 sužni, a ne, to je ena vrsta ljudi, sužni,
In potem tisti, ki življenje zajemajo z veliko diamantno žlico, ne? Tisti, ki živijo svobodno, tisti, ki služijo tone denarja, ki jejo dubajsko čokolado vsak dan, če hočejo, Ja. in se furejo okoli z Lamboti. Denar pa za nje služijo kriptovalute in ostale dobro premišljene naložbe. Točno tako, ne. In ob Tejtu in podobnih pridigarjih ni čudno, da nek povprečen pisarniški delavec hitro dobi občutek, da meče svoje življenje stran. Ja, ker driskasta situacija, ne, fotor pa mama kruhoborbata, ene bedne službe, da se flet v Dravljah odplačuje. Na Instagramu pa vsi v Dubaju, vsi vozijo super kare, tradejo kripto in govorijo o tem, kako se aseti grovajo. Mogoče pa to, da se odločiš, da ne boš mladosti tratil v šoli, ki te pripravlja na bedno službo 10 ur na dan, niti ne boš delal še bolj bedne službe, ker nimaš šole. Jaz mislim, da je to mogoče ena oblika upora. Tako neartikuliranega, ampak da obstaja neka kritična masa mladih, ki v to konvencijo naše paradigme ne verjame več. In reš poha doma na kavču. Zakaj pa ne, če lahko? Zakaj pa ne, če lahko, stari? Ja, ne, mogoče res treba preizpraševati in jaz to vsaj deloma optimistično mislijo zaključujeva današnje fenomene. Miha, jaz te bom zdaj za 2 tedna pustil samega, da malo premisliš vse skupaj. Pičim na Japonsko z mamo. Okay. Ja, z mamo. z mamico. In ker sem v bistvu ugotovil, ne, da mi moja novogeneracijska paradigma daje to možnost, da rečem na glas, da rabim mentalno zdravje dopusti in grem pač malo z mamo na Japonsko. Ja. Vpraši mamo, če Jurija pa pol dovolj za na Japonsko. Vprašal. Ti lahko zdaj le povem, da... Povedal. Evo, odgovarjam še Luko. Luka mi piše na računalnik, da ima Svetlana Makarovič domnevno eno Prešernovo viška zame. Mislim, da ne. Mislim, da jo je naposled prevzela. Tako da, če kdo... Dejte mu na Prešernovo, no. Z veseljem vzamem tudi z druge roke. No. Miha je naš fant je pa že toliko pustil pečata v slovenskem kulturnem prostoru, da pa eno Prešernovo, najmanj eno. Ja. Hvala. Ja. Ok, mislim, da so zdaj to rekla, da ti bojo do konca tega torka bojo oznanili, da si je dobil. Ni za kaj. Skromno bom dodal, da se strinjam z vami.